Spletna TV, ki deluje pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, že skoraj 2 desetletji skrbi za dostopne vsebine za vse, tako za slišeče kot za gluhe in naglušne. S podnapisi in tolmačenjem v znakovni jezik odpira prostor informacijam, ki bi sicer za številne ostale nedostopne. Obenem redno sodeluje tudi pri projektih ozaveščanja o pomenu varovanja sluha, kakor je spot o tinitusu, namenjen predvsem mladim, ki so pogosto izpostavljeni glasnemu okolju koncertov in klubov, pri nastajanju katerega je moči združila z DJ-ji Anžetom Šparovcem in Denisom Škerlakom ter mladim obetavnim Žanom Podborškom. Spot je nastal v času razglasitve 3. februarja kot dneva ozaveščanja o tinitusu. Super mi je bilo sodelovati v tem projektu, da lahko ozavestimo tudi malo mlade ljudi in glasbenike, da morajo čuvati svoj sluh. Tinitus je bolezen, šumenje, piskanje v ušesih. Za tinitusom zboli veliko mladih. Bilo je super, odlično, nisem imel še take izkušnje do zdaj. Glasba povezuje, ustvarja energijo in odpira svetove, a hkrati ob pretirani izpostavljenosti lahko tudi škoduje. Prav zato strokovnjaki in glasbeniki vse bolj poudarjajo pomen zaščite sluha tako na odru kot pod njim. Uporaba zaščitnih čepkov, zmernost pri glasnosti in zavedanje tveganj so ključni koraki, s katerimi lahko preprečimo trajne poškodbe sluha. Tega se zaveda tudi nova generacija ustvarjalcev, ki svojo strast do glasbe želi ohraniti dolgoročno brez posledic, kot je tinitus. Glasba mi je odprla nek nov svet, ampak kot mlad DJ sem se v bistvu že predhodno zaščitil, da ne bi prišlo do kakšne take poškodbe, kot je tinitus. In sem se pač pol odločil, da v bistvu bi bilo pametno, da si naredim profesionalne čepke, ki mi bojo pač sluh zaščitili in da bom se lahko tudi dolg časa potem ukvarjal z glasbo še naprej, da pač ne bom bil v bistvu hendikepiran zaradi slabšega sluha. Spletna TV je v sodelovanju s 3 DJ-ji združila moči in majhen studio nad kinom Šiška za kratek čas spremenila v pravo plesišče. Ritem, gibanje, svetloba in kamera so ustvarili energijo nočnega kluba, takšnega, kot ga mladi dobro poznajo. A za plesom in glasbo se skriva tudi sporočilo. Ob koncu spota se pojavi vztrajno piskanje, kakršnega doživljajo ljudje s tinitusom. In čeprav traja le nekaj sekund, je silno nadležno. Prav ta občutek so ustvarjalci želeli približati gledalcem, da bi ga prepoznali pravočasno in se pred takšno okvaro sluha zaščitili.